aktualno rubriko začenjamo v Kazahstanu, ne pri Boratu, pač pa pri mladoporočencema Juriju Toločku in Lutki Loli. Nenavaden par, o katerem smo že poročali v preteklosti, ima zakonske težave. Lutko Lolo je namreč njen mož pred kratkim prevaril z drugo, novejšo Lutko. Tle priznam, me motita dve stvari. Prvič, še vedno ne morem verjeti, kako se lahko človek zaljubi v nič drugega kot plastiko in silikon. In drugič, prevaril jo je, ko je bila na popravilu. Malo neverjetno, ne? Nekaterim očitno besede v zdravju in bolezni ne pomenijo nič. To je tako, ko je bila žena pri ginekologu, pogreš pa spat z njeno mlajšo sestro. Je pa res, da Lutke za razliko od žene skok čez plot ne moti. Pojmo naprej. Medtem ko se naši poštarji vozijo z motorji in skačejo čez plot, se poštarji v ameriškem Wisconsinu vozijo z ladjo in skačejo na pomole. Resnično, gledajte si to. No, tole je pa hitra pošta, okej? Še dobro imajo v ekipi sama dekleta, ker moškim ne bi ratali. Moški poštarji si radi vzamejo čas, ko dostavljajo svoj paket, če veste, kaj mislim. Pred oglasi pa še hiter skok v Korejo in to tisto mračno. Potem, ko smo od tamkajšnjega voditelja že vajeni neprestanih groženj z jedrskim orožjem, je zdaj naredil nekaj povsem neverjetnega. Dajmo pogledati, kaj. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un pa se je v javnosti pojavil vidno shujšan. Ugibalo se je o bolezni, no a sedaj je jasno, preprosto hujša. Po besedah enega od poslancev je Kimova teža 140 kg padla na 120. Prav ste slišali, gospod Kim Jong-un je shujšal, to mu je uspelo, očitno pa mu še vedno ni uspelo zamenjati garderobe. Dajte ga pogledati. S temi vrečastimi gatami deluje, ne vem, kada je njegova naslednja poteza ne jedrska raketa, ampak rap album nov. Ne vem, kaj ga je pripravilo do tega. Zlobni jeziki pravijo, da lakota v državi, dobro obveščeni viri pa, ki hoče biti lepši za Tinder. Kdo mu naj bi dal super všečka, no? Tiska hoče umreti. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.